Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi se bom osredotočila na izgorelost oziroma predvsem na življenje po njej. Katere lekcije sem odnesla naprej, kako danes živim in delam drugače in skrbim, da se ta diagnoza ne ponovi. Če te zanima več o samem obdobju izgorelosti, simptomih in kako je pri meni prišlo do te diagnoze, te usmerjam na 3. epizodo podcasta, ki ima naslov O študiju v tujini, delo v agenciji, izgorelosti, kako je izgledala bolniška, o soočanju z novo realnostjo in nastanku knjige 100 dni za boljšo mene, moja zgodba, 2. del. Danes bom samo na kratko povzela ta del, da vseeno ponudim malo uvoda v mojo izkušnjo s to diagnozo. Jaz sem bila stara 26 let, ko sem začela bolniško zaradi izgorelosti. In rekla bi, da je do te diagnoze prišlo zaradi več faktorjev. Ker sem z delom polnila praznino, ki je nastala po izgubah bližnjih, ker sem z delom bežala stran od sebe, stran od česarkoli slabega, vedno sem imela nek ta način, da sem lahko pobegnila v delo. Rekla bi, da sem izgorela tudi, ker me je gnal perfekcionizem in sem kljub temu, da sem delo posvetila tudi po 16 ur na dan, 7 dni na teden, živela z občutkom, da nisem dovolj. Do izgorelosti je prišlo tudi zaradi porušenih vrednot. Dolgo časa sem mislila, da hodim v pravo smer, da sem našla svoj recept za srečo, ampak na eni točki me je začel močno motiti, da sem delala v oglaševalskem okolju, kjer je bila prodaja toliko zelo pomembna. Jaz sem si pa želela več projektov, ki bi bili bliže mojim vrednotam in da bi delala z občutkom, da s svojim ustvarjanjem pripomorem k lepšemu, k boljšemu svetu in prihodnosti. Pomembna se mi zdi torej predvsem sprememba v vrednotah in tem, kako sem jaz vrednotila svoje delo. Jaz sem naprej kar nekaj let zelo ponosna na to, za katero agencijo delam, za katere naročnike ustvarjam. Spomnim se pa, da potem, ko sem začela ustvarjati knjigo za stare starše, mislim, da mi je ta projekt pokazal, kako dobro se pa jaz počutim, če delam nekaj, v kar verjamem in zato živim in verjamem, da s tem na nek način ustvarjam malo lepši svet. In s časom je prišla točka, ko sem si tega bolj želela. Vzrokov za izgorelost je seveda še mnogo več, od tega, da sem šla čez svoje meje, da se nisem cenila, da se nisem imela dovolj rada, da bi poskrbela zase, kar se je odražalo na življenjskem slogu. Ampak ključno, kar želim povedati oziroma želim, da odneseš, je,
da pri izgorelosti ni glavna težava prekomerno delo, ampak razlog, zakaj se sploh zatekamo k pretiranemu delu in začnemo zaradi dela zapostavljati preostala področja in vrednote. Ključen trenutek na moji poti, ko sem vedela, da nekaj ni v redu in šla na bolniško, je bil izredno hud panični napad, po katerem sem brez energije obležala za več tednov. Večkrat me kdo vpraša, koliko časa je trajalo okrevanje. In to se mi zdi zelo eno tako triki, nehvaležno vprašanje, ker ne bi želela nikogar demotivirati na poti zdravljenja, in vsak ima svojo zgodbo od prej, svoje unikatne vzroke, ki so vodili do te diagnoze, in menim, da je čas okrevanja odvisen tudi od tega, koliko dolgo smo hodili v napačno smer, in jaz bi rekla tudi od strokovne pomoči, po kateri posežemo. Zase bi rekla, da mi je obiskovanje psihoterapije zelo pomagalo, da sem bolj celostno in mogoče tudi hitreje našla pot nazaj k sebi in potem naprej. Če pa vseeno delim malo svoje časovnice, ki poudarjam, da je samo moja in je samo en primer. Jaz sem bila torej najprej več mesecev na bolniški, šla potem nazaj v službo za polovični delovni čas, za nekaj časa, iskreno glede tega se ne spomnim več, koliko časa je to obdobje trajalo, in potem nazaj za polni delovni čas. Okvirno 10 mesecev po začetku bolniške sem se jaz takrat lotila projekta 100 dni za boljšo mene, ki mi je še precej spremenil življenje na bolje, in v teh 100 dneh sem potem pustila službo, kar bi rekla, da je bil en zelo pomemben korak v procesu zdravljenja in pokazatelj, da sem imela nazaj toliko zagona, moči in želje, da sem bila sploh pripravljena na ta korak. Jaz sem skozi celotno to obdobje obiskovala psihoterapijo, bi pa rekla, da se je s korakom na samostojno podjetniško pot zdravljenje nekako zaključilo oziroma se je zaključila vsaj ta prva faza. Potem je v moji časovnici prišla korona in zame eno težko obdobje soočanja s tesnobo, za katero je moja terapevtka rekla, da gre še za lovko hobotnice z imenom izgorelost. To obdobje intenzivne tesnobe je pri meni trajalo okvirno 2 leti, s tem, da v tem času jaz nisem bila nikoli na bolniški, sem kljub hudi tesnobi ves čas bila do te mere stabilna in zmožna živeti, da sem lahko opravljala delo, da sem imela v redu odnose, skrbela zase, seveda pa vsem poiskala strokovno pomoč in se začela takrat zelo intenzivno izobraževati. Torej, težko rečem, a je zdravljenje izgorelosti trajalo tisto 1 leto, ali mu prištejem še 2 leti tesnobe in še leto 2, ki sta bili vmes, ker ta druga časovnica se meni zdi kar dolga, in če bi mi jo en predstavil na začetku izgorelosti, bi me po moje demotivirala in bi se jo ustrašila. Spet po drugi strani, če danes pogledam nazaj, zdravljenje po izgorelosti ni zdravljenje, kjer želiš priti na točko pred diagnozo. Želiš si drugačnega življenja in jaz menim, da na nek način zdravljenje traja celo življenje. Tako kot zdravljenje pri odvisnosti. Ko enkrat odvisnik prekine navade, na primer neha piti alkohol, ali pa lahko povem iz svoje izkušnje, ko sem prenehala s sicer dosti kratkim obdobjem kajenja, sprva še vsak dan paziš, da ne zaideš nazaj v stare vzorce, sčasoma se pa potem naučiš, kako nekako z minimalno truda skrbeti za to. Podobno izkušnjo imam jaz tudi z motnjami hranjenja. V prvi fazi zdravljenja je šlo veliko truda, da sem zdravo jedla. Danes se pa to odvija spontano. Vseeno pa vem, kje so moje meje, vem, kaj je dobro zame, in vem, kaj bi me znalo peljati nazaj v slabe navade, in se tega izogibam. In čist enak se mi zdi pri izgorelosti oziroma pretiranemu delu. Če podelim še nekaj lekcij, katere sem se jaz naučila skozi izgorelost. Izgorelost me je naučila, kako pomembno je biti v stiku s seboj, z vsem, kar si in kar doživljaš. Si vzeti čas za tišino oziroma za neko aktivnost, ki te povabi ali pa te prisili, da preveriš, kje si in kje so tvoje misli. Ko pri meni tega ni bilo, sem bežala v delo in si zatiskala oči, da s tem delam samo dobro, in seveda delo na prvi pogled je super, ampak je pomembna meja in je pomembno ravnotežje. Izgorelost me je naučila,
kako pomembno je, da ne zreduciramo svoje vrednosti in vrednosti življenja na eno samo področje. Kako pomembno je imeti več področij v življenju, kjer čutimo zadovoljstvo, kjer razvijamo svoje zanimanje, radovednost, iz kjer črpamo svojo vrednost. In to je lekcija, iz katere lahko potegnemo vzporednice tudi na druga področja. Torej, da ne vrednotimo sebe in življenja samo ali na podlagi dela, ali na podlagi športnih dosežkov, na podlagi odnosov, ampak se zavedamo, da so vse to pomembna področja, pomembni deli nas, ki skupaj sestavljajo celoto. In če nam v določenem trenutku eno področje ne gre najboljš, če tam nimamo priložnosti živeti tega, kar si želimo, se nam potem ne podre svet, ampak se zavedamo, kaj vse drugo imamo še v življenju in da se bo s časom obrnil in bo tudi na tem področju spet prišla neka priložnost za rast ali pa za lepše obdobje. Izgorelost me je naučila ali pa prisilila postavljati meje. Če podelim eno konkretno mejo, ki sem jo postavila v tistem obdobju, in naj tudi povem, da mi je bilo to takrat težko in totalno izven cone udobja. Ampak se mi zdi praksa pomembna in s časom ponotranjiš, da imaš moč in možnost poskrbeti zase in se postaviti zase. Jaz sem ob začetku bolniške delodajalcu oziroma nadrejenim sporočila, da me vsaj 3 tedne ne bo, da imam čez 3 tedne pregled in da takrat javim, kako naprej. Prav te besede so bile v resnici točno navodilo osebne zdravnice, kar mi je pomagalo, da sem sploh uspela na ta način postaviti mejo. Ona mi je rekla, da nisem dolžna razlagati, zakaj sem na bolniški in da naj za čas bolniške omejim stike s službo in se osredotočim na najbližje stike, na družino in na prijatelje. Zakaj sem danes hvaležna, da sem to naredila? Ker sem si s tem postavila mejo med službo in zasebnim življenjem. Ker sem se prej čutila dolžno, skoraj primorano, da bi vse povedala, čeprav na tisti točki niti jaz nisem zares razumela, kaj se dogaja, kakšno bolniško sploh začenjam in če bi karkoli podelila, bi lahko mogoče to bile celo zavajajoče informacije, ki bi vodile do še več zmede ali pa mogoče tudi do napačnih pričakovanj. Izgorelost me je naučila, da kar se tiče dela, sem nadomestljiva in se bo svet vrtel naprej, tudi če si jaz vzamem pavzo ali pa več mesecev ne delam. Ko sem začela z bolniško, sem se skoraj malo pregovarjala z zdravnico, če mi lahko da namesto 3 tednov samo 10 dni bolniške. Češ, da sem imela takrat v službi zelo pomembne projekte in da bodo težko sfurali brez mene. No, ampak potem na koncu me še kar nekaj časa dlje ni bilo in sicer iskreno nikoli nisem izvedela, kako so speljali, ampak so. Seveda so speljali v službi projekte naprej. Ni bilo konec sveta, kakor se mi je sprva zdelo in še danes mi je to pomirjujoča misel. Seveda se trudiš delati dobro, ampak vsaj delo, ki ga jaz opravljam, če se za par mesecev zamakne, ne bo nihče umrl ali pa bil življenjsko ogrožen. In fino je na taki točki morda premisliti tudi, kaj je najhujšega, kar se lahko zgodi, če si vzamemo pavzo ali pa če smo primorani iti na bolniško. Ja, mogoče nekoga razočaraš, mogoče mora nekdo prilagoditi svoje plane, nekomu nekaj ne bo šlo po planih zaradi tebe, vse to je škoda in je neprijetno. Ampak menim, da z iskrenim opravičilom, če je na drugi strani razumevanje, da so vse to pač človeške stvari, ki se dogajajo in nas učijo, kako živeti v svetu, kjer ni vse v naših rokah in kjer se včasih zgodijo stvari, ki so izven našega nadzora. Izgorelost me je tudi naučila, da ne zmorem vsega sama in da ni treba, da bi vse uredila sama. Da lahko sprejmem pomoč in da lahko celo v obdobju stiske prosim za pomoč, tudi prosim za mnogo več pomoči, kot bi sicer, ker gre samo za obdobje in ne bo za vedno tako. In če v obdobju stiske potrebujemo pomoč, to ne pomeni, da smo zato slabši, manj samostojni, ampak da smo ljudje in da smo tukaj, da si pomagamo. Včasih mi pomagamo, drugič pa mi prejmemo pomoč. In še zadnja lekcija, ki bi jo podelila, izgorelost me je naučila, koliko zelo pomembni so odnosi. Koliko šteje, da imamo družino in imamo prijatelje, ki nas ne obsojajo in nas sprejemajo.
Jaz imam v zelo lepem spominu, ko v tistem obdobju včasih nisem želela biti sama in sem se en dan družila s prijateljico in se potem kar povabila še k njej domov in popoldne preležala pri njej na kavču. Pa vem, da sem ji bila mogoče tisti dan malo na poto in da takrat jaz nisem bila najboljša družba. Ampak sem ji iskreno povedala, da bi sam bila tam pri njej, da si ne želim biti sama, da si želim biti z nekom, ki je v tistem trenutku živel normalno življenje in mi je s tem dajal upanje, da bo enkrat spet vse v redu. In jaz nisem takrat prejela obsojanja, nisem dobila nobenih čudnih pogledov, kaj je z mano, da pri teh letih ne znam biti sama s sabo, ampak samo en tak ok, sure, brez skrbi. In ko te nekdo sprejme v svoje življenje in svoj dom in ti v tišini ponudi varnost in oporo, jaz bi rekla, da je to nekaj neprecenljivega. In zato imeti odnose, kjer si lahko to, kar si v tistem trenutku, je nekaj, za kar smo lahko hvaležni in za kar je res smiselno vlagati svoj trud in svoj čas. Zdaj pa, če se premaknem naprej k temu, kako živim danes zaradi zgorelosti drugače in kako danes skrbim, da ne bi slučajno spet prišlo do tega. Prvo je, da imam zelo jasno postavljene meje med delom in prostim časom. Delam v dopoldanskem času in recimo še zgodaj popoldne, ne delam za vikende in ne delam ob večerih. Seveda pride do izjem, ki jih sprejmem, ampak so zelo, zelo redke. S tem na nek način tudi skrbim, da mi v vsakem dnevu ostane dovolj časa za druge stvari, ki niso povezane z delom, pa karkoli že to je. Da ne dovolim, da bi spet delo zavzelo večinski del mojega urnika. Enako skrbim glede mailov, da ne odgovarjam izven nekega klasičnega delovnika, ker ne želim dati znaka, da sem razpoložljiva kadarkoli. In sploh se mi zdi pomembno to, ko gre za delo z naročniki, kjer verjamem, da bi se vsak lahko navadil, da je nekdo dosegljiv kadarkoli, ker razumem, da ljudje delamo ob različnih urah. O projektih se večkrat vprašam, zakaj jih delam. Če s projektom obkljukam vrednote, ki so mi blizu. Seveda je en del finančni, da želim s projekti uresničiti neke finančne plane ali želje, da si lahko privoščim življenje, ki ga želim živeti. Ampak ko je pa ta del uresničen, se vprašam, a sodelujem z ljudmi, s katerimi imamo dobre odnose, a delam za znamke oziroma za podjetja, v katera verjamem, a s projekti ustvarjamo boljši ali pa lepši svet. V trenutnem obdobju bi rekla, da uspem kar dobro balansirati razmerje med projekti za naročnike in svojimi projekti, torej ne gre to za pisanje knjige ali promocijo prejšnjih knjig ali pa ustvarjanje podcasta. Si pa želim na tej točki še podeliti, da bi zase rekla, da imam izredno srečo in privilegij, da imam to možnost samostojne podjetniške poti in svobodo odločanja, za katere projekte si želim delati, in da tega absolutno ne jemljem za samoumevno. Potem skrbim za obvladovanje stresa in si vzamem čas za počitek. Ne samo stresa povezanega s službo, ampak na splošno. Da imam načine sprostitve, po katerih posežem res na redni bazi, če ne celo vsak dan. Ali je to gibanje, ali je to meditacija, druženje, karkoli. Obenem se zavedam, da se ves čas učim in da vem, na koga se obrniti, če potrebujem pomoč. Da so tukaj moji najbližji, moj partner, družina, prijatelji in moja terapevtka, katero vedno lahko pokličem, če pride obdobje, ko mi ali nekaj ne gre, ali pa se mi zdi, da gre v napačno smer. In tudi skrb za te odnose se mi zdi eno tako pomembno varovalo, da si vzamemo čas za te odnose, da skrbimo zanje. Ker v obdobju, ko sem jaz toliko časa posvečala delu, so začeli tudi odnosi trpeti. In danes si ne želim več tega zapostaviti. In še to se mi zdi pomembno, da odnosi so lahko obenem tudi krasno ogledalo, kje in kako smo. Jaz, ko sem na poti k izgorelosti, sem bila v odnosih pogosto razdražljiva, imela sem zelo nizko toleranco za stvari, ki niso bile po moje, ali pa tako, kot bi si jih jaz želela oziroma sem si jih predstavljala, ker mi je pač šlo večino energije v delo in mi je potem za druga področja ostalo bolj malo. Kje zase vidim priložnost za izboljšavo glede tega, glede skrbi
da ne pride do ponovne izgorelosti ali pa tega, da bi se pretirano zatekala v delo, manj časa preživeti na telefonu. Odkar sem povečala aktivnosti na Instagramu, se mi zgodi, da več časa posvetim temu in tukaj ne govorim o času, ko ustvarjam vsebine, ampak ko jih konzumiram. To mi je že nekaj časa en tak trn v peti, ki menim, da ne prispeva k dobremu počutju. In spomnim se obdobja bolniške zaradi izgorelosti, ko sem se spontano izogibala ekranom, ker sem čutila, da je tam aktivnost prehitra, preintenzivna in je moje telo in nista sprocesirala. In vem, da preveč časa na ekranih, vsaj pri meni, vodi do večje razdražljivosti, manjše učinkovitosti in seveda manj časa izven ekranov, ki bi ga lahko preživela polno. Evo, to je to za danes iz moje strani. Močno upam, da moje lekcije in smernice za naprej pridejo še komu prav. Če si se že srečal ali pa srečala z izgorelostjo, bom vesela, če z mano podeliš, katere so pa tvoje naučene lekcije in kako ti danes živiš drugače. Kot vedno za konec še ena misel, tokrat od Nelsona Mandele. Naj vaše odločitve zrcalijo vaša upanja, ne vaše strahove. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.